Tako, spoštovane dame in gospodje, projekt Ključ. Žal nam tukaj nabija muzika na ušesa, ampak dobro. Smo nasproti samostana, ki je le nekaj metrov oddaljen od tistega nekdanjega svetišča, se pravi. Veste, kjer trg v Ljubljani je tole. In tukaj imamo tale oltar, na katerem piše Virtus honor et gloria soli uni ac trino omnipotenti Deo in tako dalje. Sedaj vemo iz projekta Ključ, Deo Soli, Soli Deo. Kaj natančno tukaj piše, si pa naj vsak sam prevede, zakaj bi vse delal jaz. Povem pa vam, da je to zelo, zelo dobra zadeva. Gremo dalje. Imam za danes še eno zanimivo stvar, kar se tiče slovenstva in poudarjam. Slovenija, kakršnakoli je država, da je država uničena, je vsem jasno. Kdor trdi, da nam super gre ali snifa kokain ali pa je cepljen proti zdravi pameti, je pa dejstvo, da je to zelo pomembna in edinstvena dežela, še zmeraj obstojno. Dežela ni enako državi, se razume. Država je strani japjev in postkomunistov uničena, dežela se pa po moje celo na nekem drugem nivoju razkriva intenzivno ravno zaradi tega, kar se na nivoju države dogaja. Sedaj strnimo samo dve besedi. Soli Deo. Ja? Gori pa je dejansko, to je bistveno. Sedaj, ko nam ne nabija na ušesa, to je dejansko oltar posvečen, imenujemo jih takole. Klasičnim sakralnim likom oziroma simbolom se premaknemo tukaj v senco in še enkrat zoomiramo, se pravi na tem znamenju klasičnih sakralnih simbolov, morda jim lahko celo rečemo današnjega časa, se nahaja povsem jasen zapis in tudi prikaz je povsem jasen, kakšno vlogo in pomen igra sonce. Se pravi, ponavljam, ker je treba kar nekajkrat ponoviti, Slovenija je spiritualno ekstremno močna dežela, država je uničena, ampak nekako se meni zdi vse bolj na teh opazovanjih oziroma na podlagi teh opazovanj, da moč dežele izpodriva nemoč države. Gremo dalje na lokacijo 3.